Čau, lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Benesere. Ta epizoda bo solo epizoda, tako da bom jaz v glavni vlogi. V sklopu podcasta Benesere sem si zamislil, da bomo imeli tako goste z različnih področji zdravega življenja, dobrega počutja, hkrati pa bom vmes tudi jaz imel kakšno tako solo epizodo. Kakšne epizode, te solo epizode bojo malo krajše, ne bojo malo daljše, tako da ta današnja epizoda, se pravi podcast Benesere številka 3, bo sicer malo daljša in bo na temo prehrane in dobrega počutja, se pravi, kako se prehranjevati za boljše počutje, za optimizirati in splošno počutje, zdravje, energijo, motivacijo in vse, kar prije s tem. Zdaj, če si na hitro pogledamo, kaj bo vsebina današnjega podcasta, jaz sem si zamislil to vsebino v 3 delih, se pravi, prvo bomo na hitro šli pogledati povezavo med prehrano in dobrim počutjem, potem bomo pogledali 5 stvari, ki jih lahko v prehrani spremenimo in v prehrani vključimo za več dobrega počutja, in potem bomo šli pogledati še kot nek bonus na koncu podcasta 5 živil za več energije, za boljšo motivacijo, več mentalnega zdravja, boljšega počutja in tako naprej. Ta podcast, tisti, ki boste poslušali, je tudi potem v video obliki, je tudi PowerPoint predstavitev, tako da si lahko greste ali na naš YouTube kanal pogledati predstavitev za kakšne dodatne informacije, a pa bom tudi dal link v opis tega podcasta, v opis te epizode, link do PowerPoint predstavitve, tako da si lahko mahar prenesete oziroma pogledate, če rabiste kakšne dodatne informacije. No, tako. Evo, bomo šli kar, zdaj recimo ne se prvo malo omeni, zdaj recimo tisti, ki me ne tako dobro poznaste in ste novi na podcastu, v bistvu moje ozadje je predvsem v prehrani, se pravi, začel sem se ukvarjati s prehrano tam nekje okrog, ko sem imel 19-20 let, takrat sem še treniral odbojko na profesionalni ravni in takrat sem začel dobivati neke težave s prehrano, z prebavo prehrano, pa sem hotel s pomočjo prehrane si izboljšati in energijo in športne rezultate in tako. Potem takrat sem se začel zelo ukvarjati s tem in me je potegnilo noter. Zdaj jaz uradne izobrazbe nimam z področja prehrane, se pravi nisem noben nutricionist, dietetik, ampak sem v bistvu dokončal filofaks, sem diplomant italijanskega jezika in književnosti in diplomirani zgodovinar, sem pa potem diplomo pisal na temo prehrane, se pravi, sem pisal od zgodovine prehrane in nastalo diplomsko delo oris prehranskih navad v 20. stoletju. Sem pa potem skozi to mojo pot prehrane naredil 2 tečaja za prehranskega svetovalca. Začel sem pri Fitness zvezi Slovenije 2017 in potem pred parimi leti naredil še na mednarodnem programu Precision Nutrition, tako da imam 2 diplomi z tega področja in potem skozi čas moja primarno področje ni samo prehrana, ampak potem me je začelo zanimati in lifestyle, šport, miselnost, psihologija, duševnost in vse take stvari, tako da veliko se ukvarjam tudi s tematiko izgorelosti, to je potem ta drugi portal, ki ga negujem in laufam, to je portal Conquering Burnout, tako da za tiste, ki me mogoče še ne toliko poznaste in ste novi na podcastu. Zdaj bomo šli pa kar lepo malo pogledati to prehrano in dobro počutje. Zdaj, kaj je to dobro počutje? Zdaj, tu je vsa filozofija za tem podcastom Benesere, se pravi, skozi ta podcast bomo probali skozi različnimi gosti, pa tudi jaz bom predstavljal to mojo filozofijo, kaj pomeni dobro počutje, ker se mi zdi, to dobro počutje je neka taka abstrakten pojem, vsak ima neko drugo definicijo, tako da bo fajn potem skozi podcast razvijati to idejo in po mojem mnenju, se pravi, moja filozofija temelji na tem, da je za dobro počutje potrebno poskrbeti tako za kot za telo in na to tudi za dušo, se pravi za notranje dogajanje. In za telo in je neučinkovitejše, če poskrbimo prav za našo prehrano, se pravi, da dobro jemo, da se kvalitetno prehranjujemo in da skrbimo za splošno našo prehrano in kako jemo. To je zdaj najbolj taka osnovna stvar, ki jo lahko naredimo za boljše počutje, tako fizično kot mentalno. Se pravi, prehrana je recimo, če si zamislimo piramido, prehrana je prav na dnu, se pravi nek temelj, če je prehrana slaba, potem bo težko tudi
delovati in se dobro počutiti. Zdaj povezava prehrana, dobro počutje. Zdaj prehrana vemo, da ima zelo veliko vlogo v našem življenju, ne samo tako za telesno energijo, saj skozi prehrano dobimo mi energijo in hranila, ki jo potem uporabimo za boljše počutje, za telesno energijo, fizično energijo, za mentalno in ostale stvari. Prehrana zagotavlja tudi strukturo in obnovo, se pravi, skozi prehrano dobi naše telo temeljne gradnike, s katerim se naše telo obnavlja, se zdravi, celi in dobi energijo in vse te stvari. Prehrana je pomembna tudi potem za delovanje hormonov in nevrotransmiterjev, se pravi, pri strukturi obnovi so najpomembnejše te beljakovine, te so glavni gradniki, medtem ko za delovanje hormonov in nevrotransmiterjev so v večini primerov pomembne tako maščobe kot ogljikovi hidrati. Potem pomembna prehrana tudi za energijo za možgane. Možgani so med vsemi organi in mišicami v našem telesu najbolj potraten organ in mišica, se pravi, ne glede na njihovo velikost, da so malo manjši, so največji porabniki energije, tako da je prehrana neposredno vpliva na to, koliko mentalne in energije za možgane bomo imeli. In zadnja točka je potem tudi prehrana je zelo pomembna za naše mentalno in duševno zdravje. Skozi ta podcast bomo videli neke povezave med duševnim zdravjem in prehrano, kako lahko prehrana neposredno vpliva na naše duševno zdravje, mentalno zdravje, kako se počutimo v sebi, v glavi, v duši. Tako da tudi to je en tak aspekt, ki pogosto ne vemo za njega oziroma se ga ne zavedamo. Zdaj prehrana danes, to je zdaj problematika prehrane danes, je en tak čuden položaj ima prehrana danes. Po eni strani se vsi zavedamo njenega pomena, se pravi pomena in za našo splošno energijo, za počutje, športni performance, obnovo in to. Hkrati pa smo tudi v poplavi informacije, se pravi z razvojem interneta, socialnih omrežij in ostalih medijev imamo na razpolago na dlani en kup različnih informacij. In to po eni strani je dobro, ker si lahko vsak posameznik postane pismen oziroma se lahko vsak posameznik nauči o teh stvareh, po drugi strani pa je potem težava, ker ne vemo, komu zaupati in katere informacije izbirati, da se bomo pravilno odločili. Posledica tega je prevelikega števila informacij, je to, da smo pogosto zmedeni, se pravi, ne vemo točno, komu verjeti, kaj je zdravo, kaj ni zdravo. In to vse skupaj potem ustvarja neko zmedenost in v bistvu včasih se zgodi tudi, da se nam prehrana malo prizameri. Tudi meni je recimo, ko poslušam kakšne prehranske debate, se mi kar malo zameri ta prehrana, ker vsak ima toliko različnih mnenj in ta mnenja so pogosto kar tako malo ekstremistična in tako da ja, po eni strani je da nas prehrana kar en tak čuden položaj. Zdaj, zakaj je tako problematična prehrana danes? Se pravi, na eni strani imamo to individualno raven, se pravi, to so razni strokovnjaki, influencerji, ki imajo neko svoje mnenje o prehrani in potem skozi svoj vpliv širijo neke informacije in znanje o prehrani. Problematično je tudi, ker je skoraj vsak ima neka svoja dognanja in osebne preference, ki jih potem skozi svoje širjenje informacij o prehrani zavedno ali nezavedno širi. Tudi tu je velik vpliv, ker imajo v bistvu osebne filozofije, imajo velik vpliv na to, kaj nek strokovnjak misli o prehrani, pa ne. Velik problem so tudi študije, po eni strani so študije najbolj verodostojen vir informacij, se pravi, skozi študije najlažje vidimo, kaj je nekaj zdravo na dolgi rok, pa ne. Po drugi strani pa se da študijami tudi veliko manipulirati, se pravi, obstaja velik bazen kot morje enih študij s področja prehrane in v tem bazenu študij lahko za vsako svojo trditev najde neko študijo in jo potem s pomočjo študije to trditev, se pravi, argumentira. Se pravi, po eni strani so študije najbolj verodostojen vir informacij, vendar niso vse študije enako narejene, nekatere so malo bolj kvalitetne, nekatere manj kvalitetne in ravno to potem ustvarja tudi neko
zmedenost, bi rekel, ker vsak prehranski kamp lahko potem skozi različne študije interpretira in overodostoji svoje informacije in tisto, kar trdi. Problem danes so tudi diete, spravi imamo en kup različnih diet, nekatere so bolj tiste, ki so na kratki rok, se pravi, so popularne za določeno časovno obdobje, potem so nekatere, ki so že veliko časa. Zdaj, problem pri dietah je to, ker za nekatere posameznike delujejo, za nekatere posameznike ne delujejo. In v bistvu je problem pri dietah to, da jih širijo posamezniki, ki so z njimi velikokrat dosegli veliko rezultatov, in spet smo pri tem, da so neke osebne preference odzadaj, se pravi, potem strokovnjaki širijo te diete na podlagi tega, da jim je njim pomagalo, da so videli rezultati pri sebi in pri drugih strankah, kar pa ni vedno verodostojno, se pravi, včasih nekatere diete za nekoga bojo funkcionirale, za nekoga ne. Tu je spet ta problem individualnosti, se pravi, ljudje smo med sabo zelo različni, nekaj, kar bo meni pomagalo, recimo tebi ne bo pomagalo in obratno. Tako da diete so tudi en tak velik problem danes. Tudi potem pridejo na vrsto dopolnila, se pravi, po eni strani so dopolnila zelo priročna, se pravi, dopolnjujejo našo prehrano in jo izpopolnjujejo, kar ne moremo dobiti iz naše prehrane, si potem zagotovimo z dopolnili. Po drugi strani so pa dopolnila tudi en biznis, se pravi, nekatera podjetja oglašujejo svoja dopolnila, da bojo rešila vse zdravstvene probleme in težave ljudi, kar je spet en ekstrem, ampak se moramo zavedati, da dopolnila, kot že samo ime pove, dopolnjujejo našo prehrano, se pravi, dopolnila ne morejo rešiti naših problemov, naših zdravstvenih težav, ampak lahko samo optimizirajo našo prehrano in tako vplivajo na boljše zdravje in počutje. Hkrati pa je zelo problematična tudi propaganda, socialna omrežja, mediji in velike informacije, se pravi, kot sem že prej parkrat omenil, so odzadaj neke agende pri vsem tem, se pravi, vsi ti probajo spodbujati in pušati neke svoje lastna prepričanja, lastne želje, tako da tudi tu je potem postane velik problem v prehrani danes. Zdaj, če si na hitro pogledamo skozi zgodovino, se pravi, jaz sem, kot sem že prej omenil, jaz sem delal diplomo iz zgodovine prehrane, tako da bom skozi ta podcast predstavil prehrano tudi malo skozi zgodovinsko področje. Zdaj, če si na hitro pogledamo, kako so se prehranske smernice začele razvivati. Začele so nastajati tam v 70. letih prejšnjega stoletja. 1974 je nastala ta tako imenovana prehranska piramida, ki jo verjetno vsi poznamo, vsi smo se jo učili v šoli v gospodinjstvu, in ta v bistvu piramide temelji na tem, da je osnova, se pravi, prav na koncu piramide so ogljikovi hidrati, žita, potem malo više so sadje in zelenjava, potem so beljakovinska živila in na koncu so še živila za veliko maščob in sladkorjev. In ta v bistvu piramida pove, da bolj ko so stvari proti koncu piramide, se pravi v temeljih, več bi jih mogli pojesti, bolj ko so stvari v višjih plasteh piramide, bolj se bi jih mogli izogibati oziroma zmanjševati. Zdaj, veliko časa je bila ta piramida temelj za te prehranske smernice, potem pa leta 2011 so jo malo posodobili te smernice in je izšel ta zdrav krožnik, ki v bistvu na bolj enostaven način prikazuje, kako naj bi se zdravo prehranjevali. Spravi, če pogledamo na tej sliki, je v bistvu krožnik razdeljen na četrtine. Nekje dobro četrtino predstavljajo žitarice, slabo četrtino beljakovine, dobro četrtino zelenjava, slabo četrtino sadje, potem zraven je narisan še en dodatni krogec, kjer je v bistvu mlečni izdelki, potem nekatere posodobljene smernice tega zdravega krožnika imajo zraven še, se pravi, vodo, in to so potem neke smernice za zdravo prehranjevanje, ki potem ljudem na ta način želijo prikazati, kaj je zdrava prehrana, pa kako naj bi se mogli zdravo prehranjevati. Seveda pa te smernice niso optimalne, imajo kar nekaj dosti problematik noter v sebi. Ta prva je, se pravi, da temeljijo na preveč splošni populaciji in preširšem
preširokem spektru prebivalstva. Spravi, seveda, cilj teh smernic je, da bi za splošno populacijo naredili neke smernice, hkrati pa je problematika pri prehrani, kot sem že parkrat omenil, smo si ljudje zelo različni med sabo in problem teh smernic je, kako na natančen način prikazati, kako se zdravo prehranjevati, ampak sploh skozi to prehransko piramido je to skoraj nemogoče in so zelo slabo prikazali, kako naj bi se prehranjevali. Zdaj, druga taka problematika je, da prevladujejo predvsem visokohidratna živila in hrana. Tu so recimo pri prehranski piramidi so na koncu žitarice. Zdaj recimo za neke športnike recimo to še v redu, ker športniki potrebujejo več hitre energije v obliki ogljikovih hidratov. Za splošno populacijo, ki je predvsem sedečega tipa, pa je to preveč ogljikovih hidratov. Za nekateri strokovnjaki ali pa dietetiki se ne bi strinjali z mano, bi rekli, ja, dokler si ti v nekem omejenem kalorijskem vnosu in ne poješ več kot porabiš, je potem v redu in ni problema, ali ta energija prihaja iz hidratov, ali iz maščob, ali iz beljakovin, ampak problem pri ogljikovih hidratih, kako jaz vidim te stvari, so predvsem to, da se hitro prebavljajo in potem iz tega dobimo mi hitro energijo, kar potem zaniha tudi hormonsko delovanje in hkrati ti visokohidratna, sploh recimo žitarice, visokohidratna hrana spodbuja dodatni apetit, se pravi, več kot hidratov bomo jedli, bolj bo naš apetit večji in to samo po sebi ni težava, če se znamo mi kontrolirati in če ostanemo znotraj kalorijskega vnosa, ampak pogosto se zgodi, da zaradi tega večjega apetita mi avtomatično pojemo več, se pravi pojemo več kalorij oziroma več energije, kot bi potrebovali in to potem na dolgi rok seveda ni optimalno. Zdaj, naslednji problem smernic, katerih se bomo tudi potem dotaknili skozi ta podcast, je, da se zamenjuje naravne živalske maščobe z predelanimi rastlinskimi olji. To bomo šli malo bolj podrobno v eni izmed točk v tem podkastu. Naslednja težava teh splošnih prehranskih smernic je tudi, da je za športnike premalo beljakovin. Spravi, kot smo videli, tako na prehranski piramidi kot na zdravem krožniku, beljakovine so še ne, na prehranskem krožniku so beljakovine samo nekje četrtina krožnika, kar je za športnike bistveno premalo. Na prehranski piramidi pa so šele tretje po vrsti, kar je spet za športnike premalo, ker beljakovine so tisto makrohranilo, ki potem zagotavlja strukturo, obnovo, regeneracijo, pa tudi energijo in moč za športnike. Naslednja točka, ki se zavzema predvsem na to prehransko piramido, je nepraktičnost, se pravi, kako lahko nek splošni laik razbere, kaj more on, kako naj se prehranjuje ven iz tiste piramide. To je zelo nepraktično, to so potem te smernice rešile z tem zdravim krožnikom, ki na bolj praktičen način prikažejo, kako naj se bi ljudje prehranjevali. In naslednja 6. točka je pa to, da so te prehranske smernice neposodobljene. Kot sem prej omenil, so te smernice za zdravo prehrano začele nastajati v 70. letih. Seveda od takrat so že bile malo posodobljene, ampak še vedno temeljijo na tisti znanosti, da je treba za optimalno zdravje zmanjšati količino maščob in povečati količino ogljikovih hidratov. V nekaterih primerih je to v redu strategija, v večini primerov, sploh za splošno populacijo, pa to je malo vprašljivo, tako da še vedno te smernice so neposodobljene in bi bilo fajn jih malo posodobiti in vključiti tudi novejše študije, ki so z tega področja. Ok, zdaj na tej točki pa se moramo tudi, bi se bilo fajn vprašati, kaj je to sploh zdrava prehrana. Kot sem že prej omenil, prehrana je zelo težko jo definirati, ker ne zavzema zgolj ene stvari, enega pojma, ene diete oziroma enega načina prehranjevanja in v bistvu zmeraj je kombinacija večjih stvari, ampak v današnjem svetu se skuša vse poenostavljati, se pravi vse bazirati in enačiti v en koš. To po eni strani je razumno, ker pač hočemo vzpostaviti neke splošne smernice, neka splošna pravila za čim večji krog prebivalstva, ampak žal v večini primerov to ne učinkuje in nikoli ni nič črno-belo. Tako da je zmeraj fajn
imeti nek celostni pogled na stvari in na prehrano in na druge stvari v življenju. Se pravi, vedno moramo stvari postaviti v perspektivo, pogledati stvari z večjih zornih kotov. Se pravi, tudi pri prehrani recimo je fajn, da kdaj iti pogledati v različne pole in pole tudi malo poslušati, kaj različne skupine menijo. Recimo, tle lahko dam primer, recimo na eni strani veganstvo, na eni strani nizkohidratna prehrana, ki so res, se mi zdi, ena taka dva pola ekstrema, ki so tudi dosti popularna v svetu prehrane. Tako da včasih je fajn, da gremo recimo pogledati in poslušati, kaj menijo vegani, kaj menijo nizkohidratnovci in potem jih poslušati in oba pola in potem si ustvariti neko svoje mnenje. Na ta način si lahko lažje ustvarimo nek celostni pogled na prehrano in si ustvarjamo tudi neko svoje mnenje o teh stvareh. Spravi, kaj so še neke druge stvari, ki vključujejo celostni pogled na prehrano? To je recimo tudi tradicija in zgodovina, se pravi, kako so naši predniki, pa kako se je skozi zgodovino jedlo. Tudi to je tak dober pokazatelj, kaj je neka zdrava, optimalna prehrana. Potem naslednja točka je seveda znanost, se pravi neke kvalitetne študije, metaanalize, klinične preiskave. Tu pogosto oziroma v večini primerov dajo najboljši pogled na kaj je zdravo, kaj ni zdravo, kaj je optimalna prehrana. In potem zmeren celostni pogled mora vključevati tudi posameznika, se pravi, kot sem že parkrat omenil skozi ta podcast, smo si ljudje med sabo zelo različni, tako da zmeraj moramo prilagoditi prehrano posamezniku, se pravi sebi. Tako da, če dam neko definicijo, holistični pristop do zdrave prehrane je kombiniranje stvari z več področji in jih združiti v celoto, se pravi, to je znanstvena podlaga, klinične študije, metaanalize, zgodovinska dejstva, kulturne značilnosti in individualne značilnosti. Če bomo probali zajeti vse te stvari v našo prehrano, bo to nek optimalen način, kako si urediti svojo prehrano in jo optimizirati za boljše počutje, več energije in vse svoje cilje v življenju. Tako, zdaj tu je bilo neke splošna definicija, se pravi o prehrani, prehrana dobro počutje in zdravi prehrani. Zdaj bomo pa šli v bolj praktične stvari, se pravi 5 stvari, ki jih lahko vključimo v naši prehrani za boljše počutje, več energije, več motivacije. In v bistvu jaz sem tudi sestavil tako, da so neke univerzalne stvari, ki imajo znanstveno podlago in tudi nekatera zgodovinska dejstva oziroma zgodovinsko podlago in jo lahko vsak posameznik vključi v svojo prehrano, ne glede na to, kako se prehranjuje, in s temi 5 stvarmi bo vsak posameznik lahko optimiziral svojo prehrano in izboljšal svoje počutje. Pravi, prva taka stvar je omejiti industrijsko predelano hrano in predelano hrano. Se pravi, kaj je to sploh industrijsko predelana hrana? To je hrana, ki je daleč od naravne oblike, se nahaja v embalaži in ima veliko sestavin, ima dodane in aditive, ima dodane rastlinske in industrijske maščobe in ima dodan sladkor. Se pravi, tu si najlažje predstavljamo, tu so neki hitra hrana, fast food, razni pekovski izdelki, industrijske maščobe, rastlinske maščobe, to so recimo margarine, sončnično olje, koruzno olje, sojino olje, potem so tudi industrijsko predelane in delikatesne mesnine, recimo salame, hrenovke, klobase, predvsem poudarek na te mesnine, ki so industrijsko predelane, se pravi domače pridelane mesnine, razni šalami, pršuti, to je prav neka druga kategorija, tisto je v redu. Te industrijsko predelane mesnine imajo veliko aditivov noter, tako da se jih je fajn zmanjšati oziroma izogibati. Potem so razne omake, predvsem tukaj je izpostavljeno majoneza, se pravi majoneza samo po sebi ne bi bila nič slabega, če ne bi imela nekvalitetne rastlinska olja noter, se pravi, če pogledate večina majonez na trgu, je glavna sestavina ali repično ali sončnično olje, ki ima veliko omega 6 noter v sebi, in omega 6 bomo videli potem malo kasneje v podcastu, niso ravno
najboljši tipi maščob za naše zdravje, naše počutje. Potem med industrijsko pridelane in predelane hrane spadajo tudi razne juhe v prahu, slani prigrizki, čipsi, smoki, razna potem hitra hrana, to so pa itak fast food, hamburgerji, bureki, pice in tako naprej. Zdaj, zakaj je fajn omejiti industrijsko predelano hrano? Prva stvar je pač, ker so industrijsko predelane, se pravi, s tem, ko so proizvedene v industrijskih obratih, se izgubijo hranila noter v njih, se pravi, ta hrana, pravimo, da so prazne kalorije, se pravi, ko jemo to hrano, dobimo neko energijo, se pravi, dobimo kalorije, kilojoule, ampak po drugi strani pa ne dobimo vitaminov, mineralov in raznih drugih hranil, ki jih naše telo potrebuje za proizvedbo energije. Ta hrana tudi pospešuje vnetje v telesu, tudi pri vnetju se bomo ustavili malo kasneje, ampak recimo vnetje v telesu je ena taka stvar, ki na dolgi rok spodbuja tvorjenje bolezni in zmanjšuje naše dobro počutje, tako da je fajn, da se vnetje drži čim nižje oziroma na minimalno. In potem tretja stvar je tudi, nekatere študije dokazujejo, da je povezava med modernimi težavami in bolezni in visokim vnosom industrijske predelane hrane. To bomo videli tudi malo kasneje, sploh recimo pri duševnem zdravju so nekatere študije dokazale, da ljudje, ki jejo več standardne ameriške prehrane, imajo več težav z duševnim zdravjem, in tisti pacienti, ki imajo težave z duševnim zdravjem, to je recimo depresija, tesnoba, strah, panični napadi, ko zmanjšajo enkrat to standardno ameriško prehrano in grejo na bolj naravno prehrano, se tudi te simptomi oziroma bolezni se izboljšajo. Zdaj se postavljajo vprašanje, kako to omejiti, se pravi, kako omejiti industrijsko pridelano in pridelano hrano. Se pravi, najlažje je, da nadomestimo s čim bolj naravno in minimalno pridelano hrano, to je se pravi hrana, ki je čim bliže naravni obliki, ki ima na embalaži čim manj sestavin, ima manj dodanih E-jev in aditivov in je brez rastlinskih industrijskih maščob. Tako da zdaj en tak praktičen pristop, kako zmanjšati pridelano hrano, je pravilo 80-20. To je kar znano tako po socialnih omrežjih in po internetu. V bistvu to pravilo 80-20 temelji na Paretovem pravilu oziroma Paretovem zakonu načelu in je v bistvu pove nam to, da je 80% naravne hrane, se pravi malo predelane hrane, in potem 20% ostalega, se pravi povedano drugače, v 80% hrane, 80% obrokov, 80% vsega predstavlja zdrava hrana, potem pa 20% ostalega. To je recimo, kako bi to izgledalo v praksi, recimo, če imamo 5 obrokov na dan, recimo 3 glavne, zajtrk, kosilo, večerja in vmes pole še 2 malci. Tu pole na tedenski ravni rata 35, se pravi 5x7 je 35, 80% tega je se pravi 28, se pravi od 35 obrokov imamo 28 zdravih obrokov, ostalih 20% pa je recimo malo manj zdravih oziroma lahko vsebujejo ti obroki malo več te industrijsko predelane hrane. Zdaj recimo na PowerPointu, tisti, ki ste zdaj na YouTubu oziroma tisti, ki poslušate, boste vedeli, sem dal eno tako sliko, kako bi to izgledalo na tedenski ravni. Se pravi, teh 7 malo manj zdravih obrokov, če jih tako lahko imenujemo, so potem razdeljeni po celem tednu. Recimo v ponedeljek zvečer si lahko privoščimo potem en sladoled, recimo pole v četrtek za malico pojemo en hamburger, v petek, ker je petek, se pravi, si za večerjo privoščimo pivo in pico, potem v soboto zvečer si privoščimo kozarec vina in zjutraj za zajtrk palačinke in potem še v nedeljo za kosilo eno veliko pico. Po eni strani se tu zdi ful enih nezdravih obrokov in zaradi tega, da je naša prehrana nezdrava, ampak če pogledamo malo bolj tako praktično oziroma malo bolj analiziramo, vidimo, da je teh 7 obrokov predstavlja samo 20% naše prehrane, ostalih 80% je pa potem zdrava prehrana, tako da nekako to je en tak princip, kako lahko še vedno se zdravo prehranjujemo in v svojo prehrano vključimo stvari, ki so
pod navednicami malo manj zdrave. Iz tega pravila lahko pole izvlečemo tudi različne variante, lahko je to 90-10, 95-5, ampak nekje 80-20 je najbolj priljubljena, tudi moramo se zavedati, da bolj višji, ko so naši cilji, bolj kot želimo optimizirati svojo prehrano, svoje počutje, bolj bomo mogli biti striktni, se pravi za nekoga, ki se pripravlja na neko tekmo, recimo bodybuilder, ki se pripravlja na neko tekmo, bo mogel imeti ta procent kar visok, se pravi nekje 95-5, pa recimo tudi 99-1, ali pa recimo nekdo, ki ima težave s prehrano, s prebavo, bo recimo tudi mogel imeti kar visoko to razmerje, se pravi spet nekje 95-5, se pravi višji, ko so naši cilji, več bo moglo iti v to, da smo konsistentni in disciplinirani. Tako, zdaj naslednja točka je, kako izboljšati svoje dobro počutje s prehrano, je to, da omejimo rastlinska olja. Zdaj se bom prvo dotaknil skozi zgodovino, zakaj rastlinska olja niso ravno najboljša za našo splošno počutje, zdravje in tako. Nekje do sredine 20. stoletja so ta rastlinska olja se zelo malo uporabljala. V večini so se uporabljala samo tista naravno prisotna in naravno pridobljena. To so recimo olivno olje, sezamovo olje, bombažno, sojino in sončnično olje. In do takrat so se predvsem uporabljala živalska maščoba, se pravi, so bila svinjska mast, loj, maslo in smetana. Potem v 60. letih prejšnjega stoletja pa so se začele ta živalske maščobe zamenjevati z rastlinskimi olji. To je bil razlog za tem, je bil predvsem strah pred nasičenimi živalskimi maščobami, ker v tistem času so začele izhajati vedno več teh novih študij, ki so kazale na to, da nasičene maščobe povzročajo srčno-žilne bolezni, rak in ostale kronične bolezni, ki so takrat začele nastajati, in v bistvu zaradi tega se je zgodil ta premik iz rastlinskih živalskih maščob na rastlinska olja. Zdaj recimo pri nas se uporablja veliko sončničnega olja in tle sem zdaj recimo dobil neke podatke o uporabi sončničnega olja v Evropski uniji. Spravi v prehranski industriji je bila med leti 2000 in 2020 poraba sončničnega olja se povečala za kar 4-krat, za domačo uporabo se je v istem časovnem obdobju enkrat povečala in v primerjavi z maslom je bila leta 2019 poraba sončničnega olja kar 2,4-krat višja od masla. Zdaj, zakaj so rastlinska olja problematična? V bistvu prva stvar je to, ker ustvarjajo v telesu vnetja. Kot sem že prej omenil, to vnetje je strokovnjaki menijo, da je vnetje eden izmed glavnih razlogov za moderne in kronične bolezni. To predvsem zato, ker ustvarjajo neke vnetne procese v telesu, ki potem lahko pripeljejo oziroma na dolgi rok pripeljejo v kronične bolezni. To vnetje si lahko predstavljamo kot nek požar v našem telesu in telo mora vložiti veliko resursov in veliko energije in ostalih procesov v to, da ta požar pogasi. Pri vnetju ni vse vnetje slabo, poznamo tisto kronično vnetje in akutno vnetje. Pravi, akutno vnetje je tisto vnetje, ki je zelo intenzivno, ampak traja zelo kratek čas. To je recimo vnetje iz treninga ali pa vnetje recimo iz kakšnega cheat obroka. Ta tip vnetja potem naredi telo močnejše na dolgi rok in potem imamo tudi na drugi strani to kronično vnetje. Kronično vnetje pa vnetje, ki traja dolgo časa in je manj intenzivno, ampak je stalno prisotno in v bistvu to kronično vnetje na dolgi rok pripelje do raznih bolezni in težav. To je isto kot pri stresu recimo. Kratek akutni stres v obliki treninga, pa recimo hladne kopeli, savne, je za naše telo, ko bi reklo, je beneficial, se pravi, naredi naše telo močnejše, ga okrepi. Kroničen stres pa je stres, ki traja dolg čas in je stalno aktiviran. Tisti stres pa nas na dolgi rok slabi in povzroča razne težave. Se pravi, glavni razlog za vnetje je prav vsebnost omega-6 maščobnih kislin, se pravi vsa ta rastlinska olja od sončničnega, sojinega, koruznega,
canola oil in vse to vsebuje veliko omega-6 maščobnih kislin, ki v telesu delujejo vnetno, spodbujajo krčenje žil, starevanje krvi, spodbujajo bolečine, oženje dihalnih poti in ostale, in vse te stvari potem na dolgi rok povzročajo težave in slabo počutje. Tukaj je potem tudi pomembno, da se je čim več omega-3 maščobnih kislin, ki naredijo kontraefekt omega-6 maščobnih kislin. Omega-3 bomo rekli nekaj več potem na koncu, ampak je pomembno to razmerje med omega-6 in omega-3. Spravi optimalno ne bi bilo to, strokovnjaki pravijo, ne bi bilo to razmerje med omega-3 in omega-6 nekje 1:5, 1:10. V našem modernem svetu pa zaradi uporabe teh rastlinskih olj in industrijsko predelane hrane in nezdravih maščob pa je to razmerje 1:100, 1:1000, kar ni optimalno, no. Zdaj, kako omejiti uporabo rastlinskih olj, prva to je, da jih nadomestimo ta rastlinska olja z drugimi zdravimi olji in maščobami. To je recimo primer, da sončnično, repično, koruzno, sojino, arašidovo ali margarino nadomestimo z zdravimi olji, to je recimo oljčno olje, avokadovo olje, kakavovo olje ali pa maslo, svinjska mast. Nekateri tudi menijo, da je recimo oljne ogrščice, da je tudi zdravo, ampak po drugi strani pa jaz nisem prav prepričan, se pravi rajši kot neko olje, ki je industrijsko pridobljeno, rajši izbiramo neka naravno pridobljena olja ali kakšno oljčno olje, recimo kokosovo olje, svinjska mast, pa maslo. Se mi zdi, da je še vedno malo boljše kot neko industrijsko pridelano olje. In potem naslednja točka je, da se kot recimo pri prejšnjem, da se spet temeljimo na pravilu 80-20, se pravi 80% zdravih maščob in olj in potem 20% ostalega. Tako, zdaj naslednja, tretja stvar, ki jo lahko naredimo za več dobrega počutja, je, da omejimo vnos sladkorja. Se pravi, pri sladkorju so polemike, ali je sladkor res škodljiv ali ne. Načeloma imamo dva pola. Prvi pol je tisti, ki so mnenja, da sladkor povzroča številne zdravstvene težave, od debelosti, sladkorne bolezni in diabetesa, srčno-žilnih bolezni, zobne gnilobe, rakavih obolenj in bolezni z vnetnimi vzroki. Na drugi strani pa imamo tiste, ki branijo sladkor in so mnenja, da sladkor ni glavni krivec za vse te kronične bolezni, da so v bistvu menijo, da so te sodobne bolezni posledica modernega življenjskega sloga, se pravi, da se premalo gibamo, da preveč jemo in da imamo prevelik kalorijski vnos. Zdaj, po mojem mnenju je resnica spet nekje vmes, se pravi, sodobne kronične zdravstvene bolezni so deloma posledica tega, da se ne gibamo zadosti, da imamo preveč sedenskega življenjskega sloga. Po drugi strani je pa tudi res, da je v bistvu vnos sladkorja zelo porastel v zadnjem stoletju in je tudi to pripomore k temu, no. Zdaj, recimo, spet se bomo malo dotaknili zgodovine. Zdaj, če si pogledamo skozi zgodovino, kako se je spreminjala poraba sladkorja. Zdaj, tu so potem podatki na osebo v ZDA, se pravi, na začetku 18. stoletju je bila letna poraba na prebivalca nekje 1,8 kg sladkorja, 850 je porasla na 9 kg, 1909 je bila 38,3, potem 1974 je ta poraba porasla na 54 kg in na prelomu tisočletja leta 1999 je bila ta nekje na najvišji ravni, na najvišji točki je bila 74 kg na osebo. In potem z začetkom 21. stoletja pa je potem ta poraba se počasi zmanjšala, nekje 2010 je bila ta poraba že manjša, se pravi 70 kg. Zdaj potem dobrega podatka za zadnje leta potem nisem dobil, pa nekateri pravijo, da se je ta poraba še zmanjšala oziroma celo prepolovila, kar je zelo dober podatek. Zdaj, zaskrbljujoče je to, da nekje 75% vse hrane in pijače vsebuje dodan sladkor, kar
kar ni optimalno, ne. In v bistvu največja problematika je prav poraba sladkih pijač, ki vsebujejo veliko količino sladkorja in prav te prispevajo k tako veliki porabi sladkorja, tako pri nas kot v ZDA. Recimo letna poraba sladkih pijač na osebo se je v ZDA v 20. stoletju povečala 410 litrov na 1990 litrov, kar je obupen podatek, no. Problem sladkorja, kaj je sploh problem sladkorja? Največji problem je to, da je sladkor predstavlja zelo hitro energijo. Sladkor se zelo hitro pretvori v energijo, posledično naš krvni sladkor zelo hitro porase in potem zelo hitro se tudi spusti. To potem za sabo prinese en kup enih težav, se pravi, ko smo na tem, se pravi na piku, se pravi na vrhuncu tega krvnega sladkorja, se počutimo dobro, se počutimo zagnani, evforik, kako bi rekli, ne. In potem, ko nam ta sladkor pade, se pa počutimo slabo, brezvoljno in tako naprej. To nihanje krvnega sladkorja ne vpliva samo pol na energijo in naše počutje, ampak tudi na apetit in pa tudi v bistvu včasih se ta neporabljena energija iz sladkorja shrani v maščobo na telesu, kar na dolgi rok seveda ni optimalno. Naslednji problem sladkorja je, ker so to prazne kalorije, se pravi, kot tisto, ko smo rekli že prej pri industrijsko predelani hrani, je, da to so prazne kalorije, se pravi, z njimi dobimo neko energijo, neko zalogo energije, kalorije, ki jih naše telo potem porabi za energijo, hkrati pa ne dobimo nič mikrohranil, ki jih tudi telo naše potrebuje za optimalno delovanje in tako naprej. In nekatere študije oziroma strokovnjaki tudi so potem mnenja, da sladkor tudi pospešuje vnetje v telesu in kot smo že prej videli, vnetje v telesu ni dobro ne za splošno počutje, ne pa tudi za dolgo zdravje. In potem še ena težava sladkorja je tudi to, da ima negativen vpliv na ravnovesje v našem črevesju. To problematiko črevesja oziroma pomena črevesja se bomo dotaknili v naslednjih točkah, ampak v bistvu sladkor pogosto naredi to, da nahrani slabe bakterije v našem črevesju, kar potem negativno vpliva na celotno zdravje črevesja in prebave, kar potem negativno vpliva in na naše splošno počutje, kot na potem naše zdravje. Zdaj, kako omejiti vnos sladkorja? Se pravi, prva taka stvar je spet, da jo nadomestimo vir sladkorja z naravnim vir sladkorja, to je recimo sadje, ki ima naravni vir sladkorja, ima zraven še vlaknine in vodo, ki potem upočasnijo prebavo in nas tako nasitijo, da ne pojemo preveč. Potem spet, da nadomestimo ta visoko sladkorna živila za alternative, ki vsebujejo naraven sladkor oziroma manj sladkorja. Se pravi, namesto navadne Milka čokolade, ki vsebuje veliko sladkorja, lahko izberemo čokolado z višjim procentom kakava. To je recimo čokolada z 80, 85, 90% kakava, pa recimo namesto navadnega sadnega jogurta, ki vsebuje veliko sladkorja, lahko izberemo jogurte in mlečne izdelke, ki vsebujejo višji procent beljakovin, to so recimo skyr, grški jogurt, skuta in potem dodamo nekaj sadja za sladkobo, pa recimo namesto navadnih kosmičev za zajtrk, ki vsebujejo veliko sladkorja, veliko nezdravih maščob in raznih aditivov, zberamo ovsene kosmiče in si damo noter potem mogoče merico beljakovin za dodatne beljakovine in za okus, pa še malo sadja damo zraven se pravi naraven vir sladkorja. Namesto pijač, ki vsebujejo veliko količino sladkorja, lahko potem izberemo brezkalorične pijače in namesto sladkorja v peki oziroma za slajenje lahko uporabljamo potem naravna sladila, kot so recimo eritritol, stevia, monk fruit in tako naprej. In potem naslednja stvar je, da probamo uživati sladkor okoli telesne oziroma miselne aktivnosti. Tu se predvsem za kakšne športnike se veliko priporoča sladkor. Se pravi, sladkor je zelo dober vir energije, hitre energije, se pravi športniki in tisti, ki imajo veliko mentalnega dela,
bodo koristili in bo sladkor koristil za več energije in dobrega počutja. Ok, zdaj naslednja 4. točka za kako s prehrano izboljšati naše splošno dobro počutje je to, da poskrbimo za naše črevesje in našo prebavo. Zdaj pogosto se ne zavedamo pomena in vloge, ki jo ima črevesje in prebava za naše ne samo dobro počutje, pa tudi za zdravje. V bistvu črevesje in prebava, njena vloga ni samo prebava hrane in izločanje, temveč ima veliko drugih ključnih vlog. Prva je ta, da je prebava ključna za absorpcijo hranil in energije, se pravi naša prebava prebavlja hrano in potem skozi prebavni trakt se ta hranila, energija absorbira in potem iz tam mi dobimo dobro počutje in več energije. Črevesje in prebava sta tudi, kot se reče, drugi možgani, se pravi v črevesju, v območju črevesja in prebava se nahaja tam nekje med 100 in 500 milijonov nevronov in to naj bi bilo skoraj 5-krat toliko, kot jih je v ptenjači. Tako da je zanimivo, recimo nekateri evolucijski znanstveniki so mnenja, da dokler recimo skozi evolucijo človeško, dokler naši možgani niso bili razviti kot so danes, so se naši predniki zanašali predvsem na signale iz črevesja in to izhaja iz tega, da je v bistvu toliko nevronov in toliko nevronskih povezav prav v črevesju. In iz tukaj tudi potem izhaja ta angleška fraza gut feeling, se pravi, da se mi orientiramo od nekih signalih, ki prihajajo iz našega črevesja, iz naše prebave. Črevesje in prebava sta zelo pomembna tudi za naše splošno zdravje, se pravi nekje 80% imunskega sistema se nahaja v našem črevesju, tako da iz tega izhaja to dejstvo, da potem bolj zdrava kot je naša prebava, bolj zdravo kot je naše črevesje, bolj zdravi bomo mi, se pravi manj bomo bolani, lažje bomo premagali razne viroze oziroma virusi, bakterije. Hkrati tudi veliko težav z avtoimunimi boleznimi in s kožo izhaja prav iz čreves. Pravi, te avtoimune bolezni in težave s kožo so povezane predvsem z težavo imenovano leaky gut oziroma prepustno črevesje, se pravi zaradi raznih vzrokov, ali je to stres, slaba prehrana, sedenski način življenja in ostali vzroki, lahko naša črevesna stena oziroma črevesna sluznica postane prepustna, se pravi, namesto da bi bilo črevesje trdno, nastane prepustno, v njem nastanejo luknjice oziroma razbitinice in to povzroči, da v bistvu hranila in toksini iz črevesja zapustijo črevesje in grejo direkt v krvni obtok in to povzroči različne težave in tako z avtoimunimi boleznimi, recimo težave s sklepi, duševno zdravje, kot tudi težave potem s kožo. Črevesje je tudi pomembno tudi za mentalno in duševno zdravje. Veliko študij dokazuje to povezavo med slabim črevesnim zdravjem in duševnimi težavami, se pravi, kadar osebe oziroma posamezniki, ki imajo veliko težav z duševnim zdravjem, kadar pošlihtajo svoje črevesje in prebavo, se potem tudi te težave izboljšajo. In še zadnja točka, zakaj je črevesje in prebava pomembno za naše splošno počutje, so potem tudi nevrotransmitorji. Nevrotransmitorji so v bistvu živčni prenašalci, ki potem ustvarjajo naše počutje in v bistvu večina teh nevrotransmitorjev, to so recimo serotonin, GABA in dopamin, nastanejo prav v črevesju. In če naše črevesje in prebava ne delujejo optimalno, potem tudi naše počutje ni, kot bi moglo biti. Tako, zdaj se v bistvu poraja vprašanje, zakaj sploh tak velik vpliv in vloga. Prva stvar je to, da so naši možgani in črevesje, da so med seboj povezani preko tega imenovanega vagusnega živca. To je v bistvu kot neka dvosmerna cesta, ki potem povezuje črevesje in možgane in v bistvu to povzroči, da se med seboj vplivajo. Se pravi, tako kot možgani vplivajo na našo prebavo, tudi potem prebava vpliva na naše možgane. To recimo, kadar smo pod velikim stresom ali zaradi recimo kakšnih izpitov ali če zaključujemo kakšen stresni projekt, imamo recimo ali smo pod stresom v službi ali smo recimo končali s partnerjem, katerikoli že vzrok stresa je,
To ponavadi potem lahko vpliva tudi na naše prebavo, črevesje, se pravi, ko smo pod tem stresom, se lahko zgodi, da smo ali zaprti, ali pač imamo težavo z recimo kakšnimi driskami ali pa podobnim, in tu je ta v bistvu povezava med možgani in črevesjem, kako možgani v stresnem obdobju vplivajo na delovanje naše prebave, vendar se pogosto ne zavedamo, da gre ta povezava tudi v drugo smer, se pravi, da naše črevesje vpliva na naše možgane in dobro počutje. Se pravi, če v našem črevesju, v naši prebavi ne štima vse, kot bi moglo, potem tudi to vpliva na naše možgane. Se pravi, če nekaj v naši prebavi, se pravi, če ne jemo zdravo, če naša prebava ne deluje pravilno, potem se nam bo tudi to poznalo na našem dobrem počutju, na naši energiji, kako se počutimo mentalno, in tudi to je zelo taka pomembna stvar. No, zdaj, ko smo predelali to, zakaj je črevesje in prebava pomembna za naše dobro počutje, pa še kako poskrbeti za naše črevesje in prebavo. Najlažje to naredimo s tem, da v bistvu jemo dovolj rastlinske probiotične in prebiotične hrane. Zakaj je to pomembno? V bistvu naša prebava deluje tako, da se večina živalskih izdelkov se prebavi v tankem črevesju in potem rastlinska hrana se prebavlja predvsem v debelem črevesju, kjer je tudi večina mikrobov in bakterij, ki potem tudi neposredno vplivajo na naše počutje, in prav tukaj je ključna ta rastlinska probiotična, prebiotična hrana, ker pride deloma neprebavljena v naš kolon, se pravi v naše debelo črevesje, in tam potem hrani te bakterije, ki potem vplivajo na naše dobro počutje in na splošno zdravje črevesja. Tako da bi mogli za zdravo črevesje moramo izbirati čim več zdrave rastlinske hrane, ki vsebuje več te prebiotičnih in probiotičnih kultur, ki bojo nahranile naše bakterije in naš mikrobiom. To so recimo šparglji, artičoke, čebula, česen, kefir, kislo zelje, lanena semena, gomolna zelenjava, naprimer sladek krompir, navaden krompir, korenje, kokosovi izdelki, fermentirani izdelki, recimo kefir, kombuča, kislo zelje, ki sem že prej omenil. Pa recimo za črevesje so tudi zelo, se poudarjajo pomen dopolnil, se pravi recimo kakšen dober probiotik. Zdaj, če kdo želi izbirati probiotik, jaz bi priporočil izbrati kakšnega tekočega, se pravi ne tistih v kapsuli, ker v kapsulo je zelo težko dati dovolj teh probiotičnih kultur, ampak recimo izberati kakšnega tekočega, recimo tak znan dober probiotik je imenovan Vitabioza, ki ima veliko teh rastlinskih probiotičnih, prebiotičnih kultur. Pole super za črevesje tudi glutamin, ki hrani črevesno sluznico in obnavlja črevesno steno in s tem potem izboljšuje tudi naše splošno počutje, imunski sistem in zdravje črevesja. Recimo tudi kolagen je fajn za črevesno sluznico in črevesno steno, poleg tu so recimo tudi nekatera druga dopolnila, ki so malo manj znana, recimo peptid BPC 157 je pokazal, da je odličen pri zdravljenju tudi nekaterih črevesnih bolezni, recimo Crohnova bolezen, kolitis, poleg recimo tu je tudi butirat, ki spodbuja nastajanje teh dobrih bakterij v črevesju. Potem naslednja stvar je, da omejimo industrijsko predelano in pridelano hrano. To je predvsem to, ker ta hrana ustvarja vnetje tudi v črevesju in to potem vnetje v črevesju dodatno škoduje našemu črevesju, kar potem negativno vpliva na našo dobro počutje. Potem tudi zmanjšati stres, pravi, kot smo že prej omenili, stres bo neposredno vplival na delovanje našega črevesja in če smo pod veliko stresom, tudi naše črevesje ne bo zdravo, naša prebava ne bo urejena, kar bo potem negativno vplivalo na naše počutje. Fajn je tudi umakniti potem vse prehranske intolerance. Pri prehranskih intolerancah je tako, da naša prebava, naša črevesje zaradi različnih faktorjev, lahko je to stres, lahko je to neke avtoimune stvari, lahko je to pomanjkanje encimov, določene hrane ne more prebaviti in potem ta hrana oziroma ta hranila
potujejo skozi našo prebavo, naše črevesje neprebavljena, kar povzroči veliko stresa in lahko povzroči tudi, recimo, kot smo prej omenili, prepustnost črevesja. To je recimo en tak primer, je recimo laktoza. Veliko ljudi ima težavo s prebavljanjem laktoze, kar potem povzroči razdražljivost črevesja in lahko tudi poškoduje črevesno steno. Naslednja stvar je, moramo biti pozorni pri antibiotikih in nekaterih zdravilih. Sploh antibiotiki imajo zelo negativen efekt na naše črevesje, se pravi, antibiotiki pobijajo bakterije, in ker je naše črevesje sestavljeno prav iz številnih milijonov, milijard bakterij, lahko oziroma ti antibiotiki v večini primerov pobijajo tudi nekatere dobre bakterije v našem črevesju, kar potem povzroči razmah slabih bakterij v črevesu, kar potem negativno vpliva na naše splošno zdravje črevesja in prebave. Tako da je fajn, če zbolite, če vam zdravnik priporoča oziroma predpiše antibiotike, da zraven antibiotikov jemljete tudi dober probiotik. To bo potem zmanjšalo negativne učinke probiotikov, hkrati pa potem pomagalo obnoviti črevesno steno in sluznico po uporabi antibiotikov. In potem še zadnja stvar je, da tudi vključimo obdobja postenja, in v bistvu postenje je prav zadnja, 5. točka v tem, kaj lahko spremenimo oziroma vključimo v našo prehrano za več dobrega, boljšega počutja. Se pravi, skozi zgodovino, nekje do pred 50 leti, je imelo postenje centralno vlogo v življenju ljudi. Se pravi, bili so ti naravni cikli, ko je bilo več hrane, manj hrane, tudi čez dan so bili cikli, ko smo jedli, ko niso jedli ljudje, in v bistvu tudi hkrati so bile tudi neke verske prakse in rituali, recimo krščanski post pa Ramadan. To so bili neka obdobja, ko se ni jedlo, in v tem času, v bistvu, ko telo ne je, se lahko potem, ko mi ne jemo, se lahko potem telo skoncentrira ne na prebavljanje hrane, ampak na obnovo stvari v telesu. Ampak potem z začetkom teh modernih prehranskih navad, to je bilo nekje konec 19., začetek 20. stoletja, ko se je začel ustvarjati ta presežek hrane, se pravi, hrana nam je bila vedno na razpolago, se je potem tudi se pravi, tudi post potem začel izumirati, oziroma je bilo zmeraj manj naravnega posta, in v bistvu nekateri strokovnjaki so tudi mnenja, da prav ta stalna dostopnost hrane in stalno prenajedanje brez pravega posta naj bi bilo tudi eden izmed vzrokov za moderne kronične bolezni. Tako, zdaj, če si pogledamo nekje koristi postenja, se pravi, post je tip dobrega stresa, to je ta hormetski stres, pravi stres, ki traja kratko obdobje, ampak je bolj intenziven. To potem v bistvu pripravi telo do tega, da se potem stresu obnovi in postaje močnejše. Postenje je dobro tudi za dobro počutje in energijo. Kot sem že prej omenil, ko telo ne prebavlja hrane, se lahko posveti drugim stvarem, lahko je to zbranost, koncentracija, izboljšano mentalno delo, pa recimo se posveti nekim drugim procesom v telesu, recimo zmanjšanje vnetja, da boljše prebavi hrano, ki jo predtem jedlo, se pravi, pri tem pomaga tudi pri izboljšanju delovanja prebave in zdravja črevesja. V času postenja se tudi telo potem skoncentrira na razstrupevanje, na avtofagijo, in pa postenje je tudi zelo učinkovito pri hujšanju. Tudi recimo zanimive so nekatere študije, ki so primerjale kalorični deficit v 2 skupinah. Ena skupina je jedla cel dan, ena skupina pa je jedla samo v obdobju 8 ur, in potem v bistvu obe skupine so imele enak kalorijski deficit, in na koncu so v bistvu nekatere študije ugotovile, da tiste skupina, ki je jedla samo v časovnem okvirju 8-12 ur, je na koncu izgubila več telesne teže kot tista, ki je jedla cel dan. Tako da tudi za hujšanje je postenje super, predvsem zato, ker se v času postenja dvignejo nekateri hormoni, ki potem
pomagajo, da se maščobe v telesu sproščajo v energijo. Tako, zdaj kako vključiti postenje v nas vsak dan? Prva taka je strategija, je prekinitveni post, v angleščini se to imenuje intermittent fasting. Se pravi, to je obdobje v dnevu, ko ne jemo nič, in na to sledi obdobje, ko jemo. To je recimo najbolj tak znan je ta 16-18, se pravi imamo 16 ur posta in na to 8 ur, ko jemo. Ponovadi je to, se pravi, nadaljevanje nočnega posta, se pravi po noči itak ne jemo, potem izpustimo zajtrk, v angleščini je breakfast, se pravi prekini post. Tako da ta recimo metoda, potem spustimo zajtrk in jemo potem začnemo jesti nekje ob 12 in to nekje povzroči, da imamo nekje 16 ur posta in na to jemo od 12 do 8 zvečer, kar je ta eating window, se pravi obdobje, ko jemo je nekje 8 ur. In to lahko nekje vključimo parkrat na teden. Lahko pa se poslužimo posta tudi v obliki daljšega posta, se pravi, to je bolj kot nek reset za telo, za razstrupljevanje, za prečiščenje. To je nekje od 24 ur pa do nekaj dni in tega se pa ni priporočljivo več kot toliko, se pravi bolj poredko, nekaj enkrat na mesec, enkrat na več mesecev. To je bolj kot neka taka strategija za dodatno prečiščenje telesa in ne za vsak dan. Zdaj pri postu je tudi neko prilagoditveno obdobje, se pravi, če nismo navajeni se postiti, potem tudi naše telo ni navajeno na to in bomo na začetku rabili nekaj časa, da se naše telo navadi. Se pravi, na začetku se bomo lahko malo slabše počutili, ampak potem s časom, po kakšnem tednu, dveh, se potem naše telo prilagodi in v času posta se počutimo mogoče še boljše. Zdaj tudi potem je fajn, da se tega ne dela preveč, se pravi, ker stres sam po sebi je tudi nek vir stresa, se pravi, če smo že pod stresom, ni dobro, da vključimo še veliko postenja, ker bo to povzročilo še več stresa in nas bo lahko to zlomilo. In pa tudi potem za mlade, se pravi tam nekje do 18-20 leta, se pravi mladi, ki se še vedno razvijajo, postenja ni priporočljivo, ker se v bistvu s postenjem hočeš noče se včasih zgodi, da s postenjem ne uspemo pojesti zadosti hrane, zadosti hranil in v času, ko se naše telo še razvija, nujno potrebuje ta hranila, tako da za mlade ni priporočljivo postenje. Tako, zdaj smo prišli še do zadnjega dela, se pravi, to je kot nek tak bonus. V tem delu bom predstavil 5 živil za več energije in motivacije. Tu so recimo nekih 5 živil, ki jih lahko vključimo v našo vsakodnevno prehrano za več dobrega počutja, energije in motivacije. In tu so neka okusna, preprosta, dostopna in cenovno ugodna živila. Tu so neka dodatek k naši prehrani, se pravi, če imamo mi prehrano že urejeno, če smo probali vključiti teh stvari, ki sem jih do zdaj predstavil v našo prehrano, to je zdaj nek bonus, kako lahko še dodatno optimiziramo našo prehrano. Prva taka živilo so omega-3 maščobe. Prej sem jih že enkrat omenil, zakaj sploh so pomembne omega-3. Omega-3 so za naše telo esencialne, to pomeni, da jih naše telo samo ne more proizvesti in jih dobimo samo iz prehrane. In hkrati je pomembno to razmerje med omega-3 in omega-6. Kot smo že prej rekli, omega-6 so tiste v narekovajih slabše maščobe, ki v telesu ustvarjajo vnetja, razne vnetne procese, bolečine, ožejo kri, ožejo žile, medtem ko omega-3 delujejo ravno nasprotno, se pravi omega-3 delujejo protivnetno, skrbijo za širjenje žil, dihalnih poti in za zmanjševanje bolečin. Ključni komponenti v omega-3 sta EPA in DHA. EPA deluje v telesu protivnetno, DHA pa je ključna komponenta za zdravje naših možganov in prav ta kombinacija EPA in DHA ustvarjajo dobro počutje, se pravi EPA, ki skrbi za protivnetne procese, ustvarja dobro počutje v telesu, DHA pa, ki je komponenta za možgane, ustvarja dobro počutje v možganih in to potem ta kombinacija ustvarja tudi dobro počutje na splošno. Zanimivo je recimo pri EPA-ju je ta
se zelo dobro uporablja tudi za zdravljenje nekaterih duševnih težav. Nekatere študije so ugotovili, da je EPA zelo dobra pri zdravljenju depresije, se pravi posamezniki, ki imajo težave z depresijo, nekje 2 grama EPA dnevno klinično dokazano zmanjšuje težave in epizode depresivnih motenj. Tako, zdaj, kako jih vključiti v prehrano? To je najlažje, če redno uživamo hrano, ki je bogata z omega-3 maščobami. To so ribe, najboljši vir omega-3 so ribe in morski sadeži, to so recimo losos, sardele, tudi recimo nekatere alge so dober vir omega-3. Potem je tudi pašna govedina, jajca proste reje so tudi imajo veliko omega-3 maščob. Zdaj, nekatera rastlinska hrana tudi vsebuje malenkost omega-3, zdaj recimo nekatere, ki ste vegetarijanci oziroma ne jejo mesa oziroma živalskih izdelkov, recimo lanena semena imajo nekaj omega-3 oziroma morske alge imajo tudi vsebujejo omega-3, tako da je fajn, da pole se jih ne glede na to, kako se prehranjujemo, je fajn, da se doda čim več omega-3 v našo prehrano in najlažje je potem tudi, da jih dodamo v obliki dopolnil, se pravi, da izbiramo dopolnilo z omega-3 ribjim oljem, ampak pri dopolnilih tega vrste moramo biti zmeraj pozorni na procent EPA in DHA, ker v bistvu ta kvaliteta teh dopolnil ni pri vseh dopolnilih ista in pri nekateri izdelki imajo malo višji procent EPA in DHA, nekateri nižji, tako da je zmeraj fajn izbirati tiste, ki imajo čim večji procent EPA in DHA, tam nekje optimalno bi bilo nekje skupaj nekje 65%. Naslednja stvar, naslednjo živilo, ki jo lahko vključimo v našo prehrano za več dobrega počutja in energije, je organsko meso. Zanimivo je to, tudi večina ljudi tega ne ve, da je organsko meso med vsemi živili najbogatejše po hranilih in to pomeni, da ima zelo veliko hranilno gostoto, se pravi ima veliko vitaminov in mineralov, največ od vseh hranjenih živil, to so recimo srce, jetra, kostni mozeg, kostna juha, imajo ogromno hranil, to so predvsem vitamini B, vitamin A, E, železo in ostali potem minerali. Zdaj recimo sem dal tukaj primer, koliko vsebuje recimo nekatera živila, recimo jabolka, korenje, meso, rdeče meso ali pa goveja jetra. Kot lahko vidimo v zadnjem stolpcu, goveja jetra vsebujejo ogromno enih hranil. Tle bi poudaril predvsem vsebnost vitamina A, vitaminov B, recimo folata, B12, medtem ko vidimo rastlinske oziroma sadje in korenček imajo bolj malo tega. Tako da če hočemo v svojo prehrano vnesti čim več vitaminov, mineralov, mikrohranil, je pole fajn, da se vključi tudi nekaj organskega mesa v našo prehrano. Zdaj, kako jih vključiti v prehrano? Največji problem, ki imajo ljudje, je to, da sploh kakšna jetrca niso po okusu ravno najboljša, ne? Ampak je pa dobra stvar to, da jih ne potrebujemo veliko, zaradi tega, ker so recimo spet primer jetra, ker so tako gosta s hranili, jih ne potrebujemo veliko, samo nekje 120 gramov tedensko, kar je recimo en tak majhen zrezek, lahko to tudi razdelimo večkrat čez dan. Da izboljšamo okus, potem lahko te jetrca tudi dobro začinimo, jih primešamo drugimi živili, recimo lahko se tudi vpraša v mesnici, da se ta organsko meso, če lahko zmeljejo in jih potem primešamo navadnemu govejemu mletemu mesu in potem naredimo recimo golaž ven z tega, ko je ena taka strategija. In je pomembno pri tem tudi, da smo pozorni na kakovost in poreklo, sploh recimo jetra so prečiščevalni organ, tako da je fajn, da pole se zbira meso porekla živine, ki je bila proste reje in ne industrijsko pridelana. Naslednje živilo, ki lahko vključimo v našo prehrano za več dobrega počutja in energije, je kava in kofein. To ne bi smelo biti nobeno presenečenje, ne? Ker v bistvu kava in kofein sta ena izmed najbolj trgovanih dobrin na svetu.
Kofein je eden izmed najbolj priljubljenih poživil in v bistvu se uporablja tako za povečanje energije, motivacije, dobrega počutja, kot tudi mentalnih in kognitivnih sposobnosti. V bistvu prednost kave je tudi to, da ima veliko polifenolov in antioksidantov. Recimo ena taka zanimivost je v Ameriki, ker vemo, da pač je prehrana taka, kot je, večina Američanov, ki popije veliko kav, je glavni vir za njih polifenolov in antioksidantov je prav kava. Tako da po eni strani je to malo žalostno, po drugi strani pa vsaj nekaj malha teh polifenolov in antioksidantov dobijo skozi kavo, če že skozi drugo hrano jih ne dobijo. Kava in kofein pa imata tudi pozitiven vpliv na zdravje. Nekatere študije so v bistvu dokazale, da ima kava pozitivni učinek tako na sladkorno bolezen in diabetes, kot tudi na srčno-žilne bolezni, na metabolizem in hujšanje, povečanje vzdržljivosti, na zdravje jeter in na mentalno zdravje. Kako jih vključiti v prehrano? Zdaj priporočljiva količina kave in kofeina se zelo razlikuje, to je predvsem odvisno od posameznika. Nekateri posamezniki so bolj občutljivi na kofein, nekateri malo manj, ampak nekje priporočljiva doza je tam nekje do 300 mg kofeina na dan. Zdaj za nekaterega bo to ful, za nekaterega pa to sploh ne bo čutil, ampak recimo, da se nekje znaste orientirati. Espresso ima tam nekje okrog 60 mg kofeina, dolga kava nekje do 120, macchiato in cappuccino imata tam okrog 90, energijski napitki imajo tam od 90 do 150, spet odvisno od znamke pa od količine. Potem pri workout izdelki imajo tam običajno tam 200 do 300 mg, kar je že skoraj na zgornji meji priporočljivega vnosa, ampak nekje študije so ugotovile, da je kofein od 1 do 3 grame dnevno tudi varen, da ne rata nobenih zapletov s srcem in ostalo. Najboljše je, da se kofein uporablja pred fizično aktivnostjo in pred mentalnim delom, se pravi, da bo naše telo uporabljalo to kofein za boljše sposobnosti, kognitivne in fizične. In v bistvu zjutraj je fajn, da se počaka vsaj 90 minut po bujenju, zaradi tega, ker kadar se mi zbudimo, nam narase hormon kortizol in če bomo takoj, ko se bomo zbudili, še spili kavo, bo ta kortizol še bolj narasel, kar bo potem pomenilo, da bo kasneje prišlo do kraša, se pravi do padca, tako da je fajn počakati vsaj 90 minut. V teh 90 minutih se potem tudi kortizol zmanjša, kortizol pade in ko enkrat kortizol pade, potem lahko nadaljujemo s kofeinom in to bo potem naredilo, da se bomo boljše počutili, da ne bomo imeli take nenadzorovane energije, ki jo mogoče povzroči ta kortizol in kava skupaj, in hkrati potem popoldne ne bo tako občutnega padca v energiji, ki bi ga lahko povzročila ta kombinacija kortizola in kofeina. In potem je fajn tudi popoldne, da se izogibamo kofeinu, spravi kofein ima čas delovanja tam nekje od 6 do 8 ur, tako da je priporočljivo, da se ga zmanjša oziroma preneha uživati vsaj od tam 2-3 naprej, odvisno tudi kdaj hodite spat. Recimo, če greste malo prej spat, nekje ob 8 uri, je pole fajn, da se konča ob 12 že, če recimo hodite ob 10, je potem nekje 2-3, nekje zadnje obdobje za zadnjo kavo oziroma nekaj kofeinskega. In potem fajn je tudi, da se pri kofeinu ciklira, se pravi, da zmanjšamo vnos oziroma da smo tudi obdobje brez njega, ker naši možgani naredijo toleranco na kofein in s časom potem, če se ta toleranca zmeraj zvišuje, tudi kofein nima pravega učinka, tako da je fajn, da se malo ciklira, se pravi, da so dnevi, ko imamo več kofeina, ko imamo manj kofeina in potem tudi obdobje, ko smo brez, recimo kakšen dan, 2-3 in nekatere študije so pokazali, da recimo že po nekaj dneh brez kofeina se naša toleranca na kofein zmanjša in potem lahko spet začnemo s pitjem. Tako, zdaj četrto živilo, ki ga lahko vključimo za več dobrega počutja, je temna čokolada. Temna čokolada vsebuje visok delež kakava in kakao je bil od zmeraj zelo zdravo in cenjeno živilo. Številna ljudstva so ga uporabljale že od nekdaj in so ga zelo cenila v svoji prehrani. V bistvu, kaj dela čokolado to, kar je v bistvu ta kombinacija polifenolov, flavonoidov
in kofeina in magnezija, in to potem ustvarja dobro počutje v nas, izboljšan pretok krvi v možgane, kar potem pomeni boljšo koncentracijo, boljše razpoloženje in izboljšanje kognitivnih funkcij. Spet, kot sem že enkrat skozi ta podcast omenil, je fajn, da se izbira čokolado s čim višjim procentom kakava. Spravi, višji kot je procent kakava, ali je to vsaj 75, 80, 85, mogoče tudi 90. Višji kot je procent kakava, manj dodanega sladkorja in manj nezdravih maščob in aditivov bo ta čokolada imela. V prehrano lahko čokolado dodamo kot recimo prigrizek, kot dodatek jedem. Se moramo pa zavedati, da je v bistvu čokolada kakav vsebuje kofein noter v sebi, tako da spet moramo paziti, da ne prepozno popoldne oziroma zvečer, ker potem bo to negativno vplivalo na naš spanec in posledično na naše počutje. Še zadnje živilo, ki ga bom tukaj predstavil za več dobrega počutja, je pa MCT olje. Zdaj, MCT olje ni tako poznano, ampak recimo je poseben tip olja, ki je naravno prisotno tudi v kokosovem in palmevem olju. V bistvu MCT kratica izvira iz angleščine in pomeni medium chain triglycerides, oziroma prevedeno v slovenščino srednjeverižne maščobne kisline. To so recimo posebna vrsta maščob, ki se zelo hitro prebavljajo in poskrbijo za energijo. Načeloma se ponavadi maščobe tako prebavljajo, da se najprej grejo v jetra in potem tam jetra ustvarjajo energijo. No, MCT olje pa gre mimo jeter in gre direkt v energijo za prebavo, in to je prav ta posebnost MCT olja, da se zelo hitro prebavlja. In v bistvu MCT pomaga tudi pri tvorbi ketonov, ki so odličen vir energije, ne samo tako fizične energije, kot tudi energije za možganih. Recimo, dosti se MCT olje uporablja prav za dodatno mentalno energijo, izboljšanje miselne in kognitivne sposobnosti. Zanimivo je to, da recimo so ketoni MCT olje zelo dober vir energije tudi pri nekaterih nevrodegenerativnih boleznih, kot recimo Alzheimerjeva ali pa Parkinsonova, kjer možgani težko dobijo energijo iz glukoze, iz sladkorja, in sploh pri teh boleznih, pri teh pacientih pridejo zelo prav, ker ustvarjajo potem energijo v možganih in poskrbijo za alternativni vir energije in tako potem izboljšajo simptome te bolezni. Kako vključiti MCT olje v našo prehrano? Spravi, to olje je večinoma brez okusa in vonja, tako da ga lahko vključimo komod v prehrano kot dodatek, se pravi, lahko ga polijemo po hrani, po solati, lahko ga damo v kosmiče, smutije, v sladice. Zanimivo je tudi recimo v kavo, to je ta butter coffee oziroma bulletproof coffee, kjer potem zmešamo nekaj maščobe v kavo. Ta maščoba bo potem poskrbela za hitro energijo, hkrati pa bo umirila oziroma upočasnila prebavo kofeina, tako da ne bomo imeli takega velikega naraščanja, hitrega naraščanja kofeina, ampak bo bolj postopno sproščanje kofeina, kar bo poskrbelo za bolj kontrolirano in daljšo energijo. Vendar moramo biti pri MCT olju pozorni tudi pri uporabi, saj prevelike količine lahko povzročajo prebavne težave. To je recimo v angleščini taki izraz disaster pants, se pravi katastrofa v hlačah. Se pravi, če začnemo z uporabo MCT olja na novo, moramo biti malo pozorni na uporabo, se pravi, da začnemo bolj počasi. Za začetek eno čajno žličko 2-3 na dan in potem lahko postopno povečujemo. Ok, zdaj smo prišli do zaključka današnjega podcasta. Zdaj, če na hitro povzamem ta podcast oziroma to epizodo, ker je bila kar dolga. Prehrana ima zelo veliko vlogo pri dobrem počutju. Na prehrano moramo zmeraj gledati celostno, se pravi, zmeraj vključiti v širšo sliko več vidikov, od zgodovine pa do individualnih značilnosti, znanosti, študij in nekaterih drugih specifičnih lastnosti. In 5 stvari, ki jih lahko vključimo v naše prehrano za več počutja, energije in motivacije, so prvo, da omejimo industrijsko predelano in pridelano hrano, da omejimo uživanje rastlinskih olj, da omejimo uživanje sladkorja,
da poskrbimo za našo prebavo in zdravje črevesja in da v našo prehrano vključimo nekaj postenja. In potem kot zaključek, kot nek dodaten bonus, 5 živil, ki jih lahko vključimo v našo prehrano za več dobrega počutja, energije in motivacije. Prvo je živila, ki vsebujejo omega-3 maščobne kisline, organsko meso, kava in kofein, temna čokolada in MCT olje. Ok, to je to. Hvala za poslušanje in gledanje. To je bil kar tak obsežen podcast, veliko enih informacij, veliko enih snovi, ampak sem hotel narediti en tak celostni pogled na prehrano, se pravi predstaviti moje videnje, kako jaz vidim na prehrano, pa kako zmeraj jaz probam svetovati nekomu, kako se prehranjevati in kako s prehrano do več zdravja in boljšega počutja. Zdaj, tematika prehrane je res, ko sem že parkrat skozi podcast omenil, zelo širok pojem, tako da mogoče, če imate kakšne bolj konkretne dodatne vprašanje o prehrani oziroma kako se prehranjevati, o dietah, dopolnilah in to, mogoče lahko naredimo kakšen Q&A, se pravi bomo zbrali na kup vprašanja in bom potem naredil eno epizodo prav na tematiko prehrane, tako da če imate kakšne dodatne vprašanja, mi lahko pišete na naš Instagram profil ali pa na moj osebni profil, pa lahko mi tudi napišete mail na jani.konedic@gmail.com, tako da če bo prišlo dosti enih vprašanj, bo pole naredil Q&A z tega področja, ker je seveda prehrana zelo zanimiva tematika, hkrati je pa, kot sem že skozi epizodo omenil, je kar taka zahtevna oziroma kdaj ne vemo komu kaj zaupati, tako da je fajn, da se čim več o tega govori. Tako da to je to, hvala še enkrat za poslušanje, gledanje in se vidimo naslednjič. Čau. Hvala, ker ste bili z nami, upamo, da ste uživali v današnji epizodi podcasta Benesere in ste se naučili nekaj novega. Če želite slišati več, se naročite na naš podcast, kjerkoli ga poslušate ali gledate. Prav tako nas lahko spremljate tudi na Instagramu pod profilom Podcast Benesere, da boste na tekočem z našimi najnovejšimi epizodami in zaodrskimi vsebinami. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali danes, nam na Spotifyju ali Google podcastu prosim pustite dobro oceno, saj nam ta res zelo pomaga, da tudi drugi odkrijejo naš podcast. Hvala še enkrat za poslušanje in se vidimo naslednjič. Čau!